te mogoče na kaj spominja? Ležalnik. Ležalnik. Čemu je pa podoben ležalnik? Zakaj pa uporabljamo ležalnik? A veš? Kaj delamo? Da se usedemo in da ležemo. Tako, na njem se malo spočijemo. Ja. Kaj bi pa tole bilo? Sončnica. Sončnica, super. Solata. Solata. Moram povedati, da je to zanje velika življenjska prelomnica. Gre namreč za istočasen vstop v šolo in prvo srečanje s tujim jezikom. Kajti za vse otroke je zelo pomembno, da čutijo, da so sprejeti, toliko bolj pa še za učence priseljence. Na tak način lažje navezujejo stike, lažje sprejemajo snov, hitreje sprejemajo prijatelje in nenazadnje manje psihosomatskih težav. V prvi triadi delamo z učenci tako kot z maternimi govorci začetniki. Začenjamo s knjigicami, bom rekla, ki opisujejo nekako te osnovne pojme iz otrokovega življenja, s katerimi se srečuje. Tu so na primer prehrana, oblačila, razna vozila in od tu potem nadgrajujemo njihovo znanje z raznimi opisi, krajšimi zgodbicami, kjer učenci potem postajajo samostojni. Seveda, naš tim sodeluje po celi vertikali. Začenjamo, kot sem rekla, v prvi triadi z osnovnimi pojmi, kasneje pa potem seveda se znanje učencev nadgrajuje. Zdravo, jaz sem Ivana. Živjo, jaz sem Irina. Zdravo, jaz sem Fatima. Živjo, jaz sem Jasna. Živjo, jaz sem Meta. Ko pride učenec v prvi dan, ponavadi se javi pri naši pedagoginji, potem pa do pedagoginje stopim tudi jaz in učenca odpeljem v razred. Tam se najprej učenca predstavim, pa takrat dobijo prvi stik z učencem. Včasih pa učenci pridejo tudi pozneje, ne 1. septembra, pač pa pozneje. In tako otroka pripeljem v razred, jaz ga predstavim, potem pa se igramo socialno igro in se vsi skupaj predstavimo. Tako da je čim manjša bariera med novincem in sošolci. Kar zelo pomemben se mi zdi ta prvi stik z njimi. Ne? Potem pa učenca jaz peljem ven, da mu predstavim tudi prostor, samo šolo. Povem mu, kaj pomenijo določeni znaki na vratih, kje je jedilnica, kje so sanitarije, kje je knjižnica. Ob tem pa jaz že takoj začutim, ali učenec me kaj razume ali nič. Jaz se pravi, v primeru bomo potem napisala vabilo. Okay. Tako. Učenci priseljenci, ki pridejo na 3. triado, so v eni strani v prednosti pred nižjimi razredi, zato ker so že bolj odrasli. Po drugi strani je pa tudi teže, ker dobijo več novih sošolcev in predvsem več novih učiteljev. Ne? In se moramo tudi učitelji dogovarjati, kako bomo kje delali. Na naši šoli smo dogovorjeni, da to delamo počasi. Vsakega učenca priseljenca obravnavamo individualno. In potem se tudi učitelji predmetne stopnje oziroma oddelčni učiteljski zbor dosti dogovarjamo, ker nekateri učenci se pač hitreje vklopijo, nekateri rabijo pa več časa. Ne? Kot učiteljica slovenščine v 3. triadi bi lahko rekla to, da nekateri učenci priseljenci, ki prihajajo k nam na šolo, hitro postanejo zelo uspešni v govornem sporočanju v slovenščini in sicer, ko gre za govorne interakcije s sošolci. Tega se hitro naučijo, torej slovenščine kot govornega jezika, kot jezika sporazumevanja. Lahko rečemo, da so učitelji vseh predmetov učitelji slovenščine. Učenec priseljenec se uči slovenščine tako pri matematiki, kot pri zgodovini, kot pri fiziki, kot pri slovenščini. Viš, tle začneš, ne? Ob 8:20 je pouk in se zaključi. Tukaj so izbirni predmeti. Ob 21 vi končate kasneje, ne? Ja. Aha, tle je neobvezno. Pomembno, da so pri nas v naši sredini dobro sprejeti, da se dobro počutijo, da se počutijo varne in to pa ni odvisno samo od razrednika, ki ga dobijo, oziroma od učitelja, ki jih uči slovenski jezik ali svetovalnega delavca, temveč od vseh strokovnih delavcev, ki prihajajo v stik z otrokom priseljencem.
Prav zato smo potem na šoli oblikovali strokovno skupino. Strokovna skupina šteje 7 članov. Poleg ravnatelja, multiplikatorke v projektu in svetovalne delavke so v strokovni skupini tudi še učiteljica, in sicer učiteljica, ki poučuje v 1. triletju, učiteljica, ki poučuje v 2. triletju in učiteljici matematike in slovenskega jezika v 3. triletju oziroma na predmetni stopnji. To so vse učiteljice z dolgoletnimi izkušnjami pri delu z učenci priseljenci. Naloga je pač, da koordiniramo, načrtujemo in spremljamo delo z učenci priseljenci na področju učenja jezika, na področju socialnega vključevanja, kot tudi na področju prilagajanja poučevanja, ocenjevanja znanja oziroma preverjanja napredka. Ailin, kaj je na sliki? Krof, odlično. Milan, kaj je na sliki? Med. Super. Pomembno je tudi, da je otrokom na voljo učitelj zaupnik. To je pa nekakšen povezovalec med otrokom, njegovo družino in pač šolo. Pri učitelju zaupniku se učenec ponavadi zelo odpre, mu zaupa različne težave in na nek način skušata skupaj reševati in se prilagajati novemu okolju. Predvsem mlajši otroci se radi vključujejo v interaktivno šolo slovenskega jezika. V pomoč so nam tudi tablice, preko katerih lahko otrok na tak zanimiv, interaktiven pač način osvoji slovenske besede. Ob šolskih prireditvah zelo radi ponujamo otrokom možnost izražanja v lastnem jeziku, da približujejo nam svojo kulturo in hkrati, če imajo željo, lahko nastopajo, kolikor toliko že osvojijo slovenski jezik, v slovenskem jeziku. Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele, a lepše od Urške bilo ni nobene. Nobene, o čem bilo božje želene, ob času nje cvetje, dekletine žene. Ko najbolj izvest je danica svetla, najlepše iz deklic je Urška bila. Noktere device, noktere ženice, oko je na skrivem se prelivalo. Na osnovni šoli Milojke Štrukelj je letno okrog 17% vseh priseljencev. To se reče prvo in drugo leto, plus ostali, ki so že prihajali odprej. Kar se tiče pa letnega prihoda, se pa giblje tam od 20 in celo v tistih nekaterih letih celo 40 učencev.